Gledate Gorenjska poročila na GIF TV. Katarina Košnik, knjižničarka in pa za odnose z javnostmi v knjižnici Antona Tomaža Linharta v Radovljici. Lepo pozdravljena. Ja, lepo pozdravljeni. Sem kar vesela, da ste nas danes obiskali pa v naši luštni bistriški knjižnici v Bohinju. Sprejeli so se proračuni in vi ste zelo veseli, ker je občinski svet že pred časom potrdil, da boste gradili novo knjižnico, glede na to, da je tale zagotovo že premajhna za Bohinjce. Ja, zelo smo veseli. Jaz mislim, da sicer med Bohinjkami in Bohinjci je še kar nekaj vprašanj, ali bo to dobra ideja ali ne, zato ker nam je ta lokacija v resnici zelo všeč v centru Bohinjske Bistrice, vendar pa postaja res za naše dejavnosti, za ideje v dejavnostih, ki jih imamo še za prihodnje, malce premajhna. Tudi police že malo pokajo po šivih, nam je kar težko, ko moramo pač knjige, ki so še dobre, kvalitetne, včasih odstraniti, umakniti, odpisati, ker nimamo več prostora. Prav tako nam pa predvsem zmanjkuje prostora za dejavnosti za otroke in za prireditve za odrasle, ker je tukaj ta prostor v kleti, ki ga za to namenjamo, res premajhen. Že pred časom se je občina Bohinj odločila, da bo obdržala nekdanji vrtec, ko so zgradili nov vrtec v Bohinjski Bistrici, in ta stari vrtec ima res izjemno lokacijo, tudi v centru Bohinjske Bistrice z velikim vrtom, možnost parkiranja. Res je velika stavba in pripravili so že idejno zasnovo za celovito prenovo, ki bo seveda vključevala odprte prostore, dvigalo, v pritličju medgeneracijski center s kavarno, na vrhu še neke društvene prostore, vmes pa knjižnica, in mislim, da so vse te dejavnosti skupaj z dejavnostmi medgeneracijskega centra, tako se je že izkazalo zelo za dobro idejo tudi na Bledu, zelo dobro skupaj skladajo in se res veselimo, upam, da bo občina nadaljevala ta projekt. In ja, proračuni so se sprejemali, smo ga tudi v knjižnici z budnim očesom spremljali in imajo nekaj sredstev na voljo, zdajle trenutno sicer za ta prvi pomemben korak za statično preveritev stavbe, da se sploh vidi, ali bo treba na novo graditi ali bo treba prenavljati, ker vendarle je potrebna temeljita prenova, vključitev dvigala in vse. Tako da upam, da ko bo ta statična preveritev narejena, da seveda nadaljujejo tudi že s konkretnimi načrti in da potem nadaljujemo seveda s tem. S kakšnimi dogodki ste vstopili v mesec januar v vaši knjižnici v Radovljici in pa v Bohinjski Bistrici? Ja, v vseh naših enotah knjižnice v bistvu nadaljujemo z našimi rednimi prireditvami, ki jih naše uporabnice in uporabniki že dobro poznajo. Nadaljujemo z akcijo Knjiško gledališko, ki bo prinesla tudi v januarju in potem še vse mesece do junija gledališke predstave za otroke, tako v Radovljici, v Bohinju, na Bledu, Kropi in v Gorjah. Januarska seveda in potem nadaljevanju februar otroci na teh predstavah zbirajo tudi posebne štempilke, izberejo vse štempilke, seveda so na koncu vabljeni na posebno prireditev. Nadaljujemo z našo akcijo Vesolje za klado, kjer spodbujamo otroke, da obiščejo našo knjižnico, ravno tako zbirajo posebne žige v vesolju za klado in potem jih čaka taka sladka vesoljska nagrada in na koncu seveda tudi vabilo na skupno zaključno prireditev. In kaj za starejšo populacijo? Ja, tudi za odrasle seveda uspešno delujejo 3 bralni klubi, 2 v Radovljici, eden v Bohinjski Bistrici, ki se mesečno, vsak mesec srečujejo, berejo večinoma knjige iz naše akcije Ta veseli knjižni svet, kjer vsako leto, vsako sezono izberemo resen izbor nekih kvalitetnih, zanimivih knjig, iz katerih potem izbirajo. Imamo tudi 2 zanimiva literarna gosta ta mesec v Radovljici, Avgust Demšar in Esad Babačič nas bosta obiskala, naši knjižničarki se bosta z njima pogovarjala, zanimiva literarna večera. Jaz predlagam, ker je res
kar veliko prireditev v naših knjižnicah, da si tudi pogledajo našo spletno stran, kjer imamo objavljen program prireditev, ali pridejo v katerokoli enoto naše knjižnice, kjer pač jih programi natisnjeni tudi čakajo, in da si pogledajo res pester program in nas pridejo obiskat, mogoče ne samo po knjigo, ampak tudi na kakšno prireditev. No, in v letošnjem letu se pripravljate na častitljivo obletnico 120 let knjižnice Antona Tomaža Linharta, ob kateri boste izdali tudi zbornik. Tako je, jaz sem sicer v knjižnici malo bolj nova, ampak tisti, ki že dlje časa delajo v knjižnici, bi gotovo rekli, kako čas hitro beži. Samo 10 let nazaj so praznovali 110-letnico, zdaj pa že okroglih 120 let Radovljiške knjižnice. Tako da seveda za to leto pripravljamo nekaj posebnega, pripravlja se že posebna razstava in že izbrane imamo naslove člankov za zbornik, ki bo izdan v tem letu prav v čast te 120-letnici knjižnice, kjer bodo poleg tega, da bodo predstavljene res vse naše enote knjižnic, tukaj v občini Radovljica, Bled, Gorje in Bohinj, tudi nekaj zanimivih člankov o zgodovini in pa tudi prihodnjih načrtih naše knjižnice, tako da se ga res veselimo, bomo pa to verjetno potem v jesenskem času pripravili tudi posebno predstavitev in bomo vse seveda še na to lepo povabili. Hvala lepo za tale pogovor, Katarina. Hvala.